Dober dan. Lepo pozdravljeni v centru dogajanja, televizijski oddaji, ki jo pripravljamo dijakinje in dijaki šolskega centra Novo mesto. Prva oddaja je bila predvajana februarja 2020, nadaljevanje ustvarjanja pa je odnesel koronavirus. Po 3 letih premora se spet vračamo na sceno. Za vas smo pripravili nekaj najbolj zanimivih novic z našega centra. Dober strojnik se oblikuje v šolskih delavnicah. Predstavitev poklicev, ki so v službi človeka. Na višji strokovni šoli besedo študiraj praktično jemljejo resno. Tudi letošnji december v znamenju srčnosti. V tikih knjigah so besede odveč. Šport je doma tudi pri nas. Srednja strojna šola sledi razvoju in sodobnim tehnologijam. Po novem so njihove avtoservisne delavnice bogatejše za nekaj novih strojev, sodobnih motorjev in menjalnikov, ki bodo izboljšali kakovosti praktičnega pouka. V letu 2022 so se pričele prenove delavnic Srednje strojne šole šolskega centra Novo mesto. Dijaki pa so pričeli z izdelovanjem delovnih miz. Strojniki ves čas nekaj ustvarjamo, saj radi vidimo, da se kaj novega naredi. Če pa dobimo novo orodje, smo pa sploh srečni, kot majhen otrok, ki odpira darila decembrskih dobrih mož. Naš letošnji Miklavž je bil precej radodaren. V delavnici inštalaterjev strojnih inštalacij pa so letos izvedli popolno prenovo. Delavnica je sedaj svetlejša, sodobnejša in bolje opremljena. Poglejte! V delavnici pa je letos tudi kar nekaj novih pridobitev, in sicer 2 namizna vrtalna stroja in 2 frezalno vrtalna stroja. Za vse odobrene nakupe naprav, materialov in orodja se dijaki in profesorji zahvaljujemo vodstvu šolskega centra ter vsem donatorjem. Hvala! V naših delavnicah bomo še naprej ustvarjali kot razigrani božičkovi pomočniki. Dijaki in profesorji si želimo, da bi ta prostor, te naše delavnice, postale prostor druženja, prostor zagnanosti, ustvarjalnosti in da bi nastalo mnogo dobrih uporabnih izdelkov. Dedka Mraza pa prosimo, da bi naše delo potekalo varno, pa srečno. Srednja zdravstvena in kemijska šola je šola številnih priložnosti, kjer vsakdo najde kaj zase in za poklic, za katerega se izobražuje. Skupaj so ustvarjajo dneve, kjer predstavljajo poklice, ki so v službi človeka. Septembra smo obeležili dan farmacevtov in na stojnici posredovali informacije o zdravju otrok in mladostnikov. Obiskovalce smo informirali, kako rokovati z zdravili in zdravila s pretečenim rokom uporabe tudi zbirali. Kasneje pa smo jih zavrgli na ustrezen način, ker želimo skrbeti za zdravje in naravo. Novembra smo obeležili dan kemijske šole in na stojnici predstavili fizikalno-kemijske poskuse, pripravili pa smo tudi tekmovanje v sestavljanju besed iz kemijskih simbolov. Na predstavi Neustrašna raziskovalka smo spoznali življenje in delo Marie Curie, saj je dan kemijske šole na dan njenega rojstva 7. novembra. Šport je del našega vsakdanjika in Srednja zdravstvena in kemijska šola že 10. leto sodeluje v projektu Najbolj športna srednja šola. 17. novembra pa je na šoli potekala predaja bronastega priznanja za najbolj športno srednjo šolo v šolskem letu 2021-2022. To je že 6. priznanje zapored in nanj smo zelo ponosni. Ko zakorakamo v veseli december, obeležujemo dan zdravstvene šole.
Tako smo 12. decembra pripravili razstavo o pouku nege otroka, pripravili selfie fotografiranje z obiskovalce in, kar je izrednega pomena, prikazali temeljne postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja pri odrasli osebi, otroku in dojenčku. Z našim znanjem in pravočasno pomočjo lahko rešujemo življenja, zato je dobro, da se tega naučimo. Ja, na srednji zdravstveni in kemijski šoli res dogaja. In tole je le nekaj utrinkov šole, ki izobražuje za poklice, za delo z ljudmi, ki ustvarja prijateljstva in zgodbe za celo življenje. Študenti mehatronike na višji strokovni šoli poleg teoretičnih znanj pridobivajo tudi praktične spretnosti, tako pri izdelavi projektnih nalog, kot tudi v okviru praktičnih izobraževanj pri delodajalcu. Nedavno sta študenta mehatronike izdelala električni skiro, ki bo poleg praktičnega namena služil tudi kot navdih prihodnjim generacijam študentov. Mesec december je mesec hvaležnosti in dobrodelnosti. Čas, ko pomislimo na ljudi v stiski in jim namenimo prijazno besedo. Vrednote prostovoljstva, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti gojimo in širimo tudi na šolskem centru. Kako so dijaki gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole delček srčnosti ponesli tudi širom Slovenije, poglejmo v naslednjem prispevku. December je čas veselega obdarovanja. Je pa tudi čas, ko spoznamo stiske mnogih ljudi in ko do izraza pridejo različne dobrodelne akcije. Prostovoljstvo in dobrodelnost pa je doma tudi pri nas. Izdelki, s katerimi se predstavijo na dijaški tržnici, sicer nastajajo skozi celo leto. Še posebej pa so temu posvetili dan prostovoljstva, v okviru katerega so se na delavnicah preizkusili v svojih ročnih spretnostih. Delali smo šahovnice, ravnila na laserju, delali smo ptičje hiške, smrekce. Pa tudi voščilnice, igrače, se preizkusili v 3D modeliranju novoletnih okraskov ter izdelovanju izdelkov iz odpadnega materiala, s čimer so se predstavili na dijaški tržnici, katere namen je večplasten. Da se predstavi, kaj vse so sposobni dijaki narediti. Drugo je, da se grejo ti isti dijaki potem tudi podjetnosti in pa tretje seveda dobrodelnost. In sicer pomoč socialno šibkim dijakom, ki ne zmorejo plačevati stroškov različnih dejavnosti. Prav tako pa pokrijemo s tem denarjem stroške nagradne ekskurzije. Letošnja tržnica je pa podrla rekord, saj smo zbrali malo manj kot 1000 evrov. Z Rdečega križa in Centra za transfuzijo so dijakom zaključnih letnikov predstavili krvodajalstvo. Kdor je želel, je lahko izvedel, katero krvno skupino ima, kar pa je izrednega pomena, da če je pomanjkanje kakšne krvne skupine, da te lahko pokličejo. Pomembno pa je tudi, da se zavedamo pomena krvodajalstva. Zakaj? Zato, ker zdravstvo potrebuje kri in krvne pripravke, ker še niso naredili umetne krvi, ki bi nadomestila našo krvodajalčevo. Zato smo ljudje tukaj odvisni drug od drugega. Če mi ne bomo darovali, ker smo zdravi, pa polni energije, še pač pa ne bo nobeden. Nikoli ne veš, da boš ti to potreboval oziroma kdo, ki ti ga imaš rad in ti je blizu.
Na Dolenjskem smo sicer glede števila mladih krvodajalcev v samem vrhu v Sloveniji. Z ustvarjanjem unikatnih voščilnic in pisanjem osebnih voščil smo se letos že 4. pridružili dobrodelnemu projektu Mala pozornost za veliko veselje. Na celotnem šolskem centru smo skupaj voščili več kot 2800 starostnikom v domovih starejših občanov po Sloveniji. Smo pa tudi del dobrodelnega projekta za pesnice prijateljstva, ki poteka v okviru osnovne šole Beltinci. S humanitarno zgodbo smo znova dokazali, da je s srčnostjo vse mogoče. Šolski center Novo mesto je največji center srednjih šol v Sloveniji in kot tak ima veliko neodkritih talentov. Erna Pepel se je odpravila na lov, in sicer s kratkim namigom. Najdi osebo, ki izdeluje tihe knjige. Je bila uspešna? Poglejmo si. Informacija, da je na centru kup skritih talentov tudi med zaposlenimi, me ni presenetila. Pa vendar, priznam, da sem se ob namigu znašla v slepi ulici. Zakaj? Pa pojdimo lepo po vrsti. Moja prva misel o tem, na kateri del centra naj se odpravim, je bila, priznam, napačna. Verjetno bi bila enota za izobraževanje za odrasle, kjer je zaposlena Nikolina Banovec, ki omenjene knjige izdeluje, zadnja, kamor bi me zanesla pot. No, intuicija me je tukaj pustila na cedilu. Je pa bilo pravilno moje razmišljanje, da le malo ljudi ve, kaj tiha knjiga sploh je. In to kljub temu, da niso nekaj novega, ampak obstajajo že nekaj let. Tiha knjiga je v bistvu knjiga, ki je v celoti izdelana iz blaga. Na vsaki strani vsebuje različno didaktično aktivnost, ki spodbuja otrokovo fino motoriko. Nevede se razvija tudi senzomotorična integracija, saj v knjigah uporabljajo ogromno različnih materialov. Glavni med njimi je filc, saj sem skozi leta ugotovila, da je najbolj trpežen izmed vseh materialov in se lahko uporablja znova in znova. Moja teorija o tem, da to pomeni, da je otrok pri tej knjigi tiho, je torej splavala po vodi. Tako je bila namreč poimenovana, ker je njen namen, da se otrok zamoti tam, kjer bi bilo morda dobro, da bi bil tiho. Naprimer v čakalnici pri zdravniku, saj se otrok z njo zamoti sam in vanjo usmeri pozornost. Čeprav se na videz zdi, da so namenjene le najmlajšim, pa so tihe knjige uporabne tudi za starejše. Naša sogovornica se z izdelovanjem tihih knjig ukvarja že 4 leta. Vsaka je unikatna, je izdelana tako, da ustreza potrebam in željam posameznika. Vsaka vsebuje otrokovo ime, priimek, lahko tudi rojstne podatke, kakor si mamica oziroma stranka zaželi. Nastaja približno 10 do 14 dni, od osnutka do končnega izdelka pa seveda še več. Od nekdaj me je navduševalo, koliko različnih idej lahko spraviš v eno knjigo in koliko jih je lahko skritih v eni sami dejavnosti. V dobi visoke tehnologije ne smemo pozabiti na to, da igra prinese otroku ogromno prednosti. Sama se tega še kako dobro zavedam in skrbno čuvam otroka v sebi. Ga tudi vi. Srednja elektrošola in tehniška gimnazija spodbuja dijake k športnemu udejstvovanju. Na naših igriščih so se kalili mnogi odlični športniki, ki so šoli priborili pokale in medalje. In kako kaže letos? V začetku letošnjega šolskega leta so se še posebej izkazali rokometaši, ki so postali občinski in področni prvaki. Nestrpno že pričakujejo nadaljevanje tekmovanja, saj se zavedajo, da imajo letos močno ekipo. Kakšna so vaše pričakovanja za državno tekmovanje? S fanti se že kar nekaj časa poznamo in se na igrišču dobro ujamemo. V ekipi imamo dobro vzdušje in skupaj rastemo iz tekme v tekmo. Na državnem nivoju imamo visoka pričakovanja. Šolski center s svojimi dejavnostmi spodbuja mlade k športu in podpira dijake na njihovi športni poti. Na šolski center so hodila mnoga znana športna imena, kot so na primer Darko Jorgič, Živa Falkner, Edo Murič in Luka Bojanc. Svoje prve korake v vrhunski šport pa sta pri nas naredila tudi velikana svetovne košarke Goran Dragič in Matjaž Smodiš, ki sta junija letos v znak spoštovanja in zahvale obnovila in posodobila košarkarski igrišči pred šolskim centrom. Trenutno smo zelo ponosni na dijaka 3. letnika programa Računalniški tehnik Žaka Eržena, ki mu je poleti uspel preboj v vrh svetovnega mladinskega kolesarstva. Postal je svetovni mladinski prvak na velodromu v dirki na izpadanje, le 3 dni predtem pa je osvojil bronasto medaljo v dirki na končni cilj. Že na predhodnem evropskem prvenstvu na velodromu je s 3. mestom napovedal,
da je nov up slovenskega kolesarstva. Žak, kako se počutiš kot prvi Slovenec, ki je Sloveniji priboril zlato medaljo na svetovnem prvenstvu na velodromu? Občutek je ful dober, ker v bistvu je dobro svet, nekaj novega kot prvi in je fenomenalno. Kakšni so pa kakšni tvoji cilji za naprej? V bistvu bi rad svet pokazal, da sem najboljši na svetu, ampak bi to rad dokazal še na enem levelu višji pri profih. Kaj pa trenutno? Se slučajno pripravljaš na kakšno novo tekmovanje? Boš kam potoval? Januarja imamo prvo tekmovanje na pisti na Portugalskem in grem naslednji teden že v Španijo za 2 tedna za te priprave. Sledijo pa? Božiček se vsako leto potika okoli šolskega centra, vendar letos očitno dijaki niso bili dovolj pridni, zato so darilo dobili vrtčevski otroci. Da bo vzdušje primernejše, smo okrasili tudi prostore. Na šoli dijaki in dijakinje radi kravžljajo svoje možgane. Letos so to naredili z matematičnim adventnim koledarjem. Razred, ki se bo v decembru najbolj namučil za matematiko, pa bo prijel tudi nagradne točke. Dijaki in profesorji vsako leto poskušajo čim bolje približati vse vrste izobraževanja bodočim dijakom. Po letih ugotavljanja, kako to storiti, so končno prišli do ugotovitve, da velikost šteje. Strojniki so namreč nastavili večjo robotsko roko kot štromarji. Na centru se zavedajo, da je praksa prav tako pomembna kot teorija. Zato si prizadevajo, da se dijaki izobražujejo na najnovejših tehnologijah. Letos je za to poskrbelo novomeško podjetje Revoz d.d. Hude lakote in žeje pa nas je ob ukinitvi avtomatov odrešil Pablo z odličnimi rogljički in hot dogi. Ko ukinejo avtomate, nas Pablo reši iz zagate. Zaradi prezgodnjega odhoda avtobusov in vlakov včasih zmanjka časa za pripravo, zato te težave rešujemo zelo inovativno. V tem obdobju se naši maturantje z lastnoročnimi izdelki in prijetnim vzdušjem trudijo pridobiti kakšen evro za lažjo organizacijo maturantskega plesa. Kot ste lahko videli in slišali, je na našem centru pestro in živahno. Verjamemo, da bo tudi v bodoče tako. Za konec pa le še to. Naj bo leto 2023 radodarno z uspehi, ljubeznijo in zdravjem. Naj prinese svež zagon, nove ideje in mnogo ustvarjalnih trenutkov, da bo center dogajanja z vami tudi v novem letu. Naj dogaja in srečno vsem!